Kar se tega tiče, meni včasih kdo reče, kako tako dolgo študiraš. Ne? Boljše dvakrat preštudirati, ko pa enkrat napako narediti. Ne? Ker lahko so napake tudi nepopravljive. Ne? To je problem. Dragi ljubitelji našega kanala Neokvirjeno, ljubitelji naših podcastov, kjer poskušamo vsakim gostom podirati okvirje v sodobni družbi, ker menimo, da jih je bistveno preveč. Danes v našem podcastu gostimo prav posebnega človeka. Nina mi je, preden sem se usedel v studio, mi je dejala, lahko ga najbolj enostavno predstaviš, človek z mrkim obrazom in zelo dobrega srca. Pri Sveti Ani bi mu pa rekli Mičo z Biro centra. Maksimilijan Potočnik, lepo pozdravljen. Zdravo, pozdravljeni. Torej, verjetno te v Slovenskih Goricah ne rabimo posebej predstavljati. Lahko še poveva edino to, da snemamo tu v prostorih, kjer je bila včasih tvoja papirnica. Ja, točno tako. In je, po eni strani pogrešam ta prostor, ampak tudi v novem prostoru se dobro počutimo. No, naj povem gledalcem, da se je Milan kar težko poslovil od tega prostora, kar nekajkrat je prišel gledati, kako delajo majstri, kako zadeva nastaja, tako da mislim, da si kar rabil en čas, da si rekel, ok, zdaj sem pa jaz se preselil v poslovni center Outar ali po starem Klasek. Ja, dejansko v tem prostoru sem bil 22 let. Ne? In to je vseeno neka doba, ko se na neko stvar navadiš, pol pa preklopiš na nekaj drugega. Ni enostavno, ampak gre. Tako, v glavnem, če rečeva za začetek, smo meseca maja, letos je bilo posebno toplo, čas je za jadranje. Kam se letos odpravljaš? Ja, na Jadran spet, s tem, da točne rute si še nismo določili, to si vsak dan sproti dogovarjamo. Vrači pa štartamo v Pirovca, pa bomo pa videli, kako naprej. No, naj povem, da Milan ali Max, ne vem, kako ti naj rečem, kličemo te Milan, te kličejo doma, mi te kličemo Max, seveda, ko pa kaj rabiš, pa najboljše rečeš, Mičo v Biro centri bo to naredil. Partizansko ime. No, naj povem, da Milan hodi na jadranje, dela, mislim, kot skiper, ne kot navadni potnik. Ja, tudi sem prevzel to odgovornost, sicer imam že izpit več kot 20 let. Občasno sem že vozil tudi jadrnico, zdaj smo pa bolj na katamaranih. Pa si malo privoščimo luksus, kot bi se temu rekla. Letos si doma dobil dovoljenje za vožnjo, ker koliko vem, lani Majda ni vedela. Ja, čist preprostega razloga, ker bi se preveč sekirala, kaj če bo šlo kaj narobe, ne? Če pa ni vedela, pa, da bom jaz vozil, ne? Pa pač je bilo vse ok. Odkot pa ta ljubezen tudi do morja, ker ravno voda te nekako ne vleče, koliko vem. Ba je, da greš, če si 10 dni na morju, vsaj 2-krat vodo. Dejansko me morje kot tako nikoli ni privlačilo ekstra. Prvi že zaradi tega, ker je slana voda, pa recimo, ko smo šli na morje, jaz sem v glavnem bil v senci. Tako da sem nabiral, kot se reče, demo šank. Barvo, ne? Ampak, ne vem, nekako mi ni bilo, no, potem sem se pa začel potapljati tudi, smo se z hčerjo napravila izpite in smo se potapljali, no, pa sem to tako malo večkrat bil v vodi, kot bi se rekla. Potem pa ta želja tudi do čovna, do izpita, potem... Ja, to se pravim, to že dolgo nazaj. Enkrat smo se prijatelji odločili, da pač gremo jadrati in ker so pač že znanci hodili, pa smo rekli, bomo še mi probali. No in tako smo pač šli, pa smo videli, da je bilo to zanimivo, pa bomo poskusili še izpite napraviti. Tako se je nadaljevalo. Tako je, našli ste se ena prav zanimiva ekipa, kot mi je rekel Marjan Bračko. Je rekel, veš, ni problema. Milan bo skrbi za vsako napako, ki se zgodi na jadrnici ali pa na katamaranu. Marjan Kramberger nam dobre stejke naredi, tako da nam nič ne manjka. Ja, je bilo tako, ja, kar se tiče hrane, to moramo Marjana pohvaliti. Absolutno. Da se pa vedno neke peripetije zgodijo, kakšne tehnične napake. Recimo se nam je tudi zgodilo, da je bil sunek vetra zelo močan in nam je praktično iztrgalo kolešček iz jadrnice.
In seveda, zdaj, če bi to, ko pripelješ jadrnico nazaj, če bi to videli, ne, potem ti gre tista varščina pa vse skupaj. Ne. Tako pa smo nekje na enem otoku našli ko spleha, po domače povedano, malo prikrili zadevo in je, glavne smo popravili. Smo pa tudi kakšne električne zadeve že imeli, da kakšne črpalke niso delovale, ni bilo elektrike, sploh ne. Pa smo tako dolgo štrumfali, da se je napaka našla, pa je šlo naprej. No, saj ta finomehanika, če se malo vrneva, to ne boš jezen, če rečem, na najna mlada leta. Ja. Fina mehanika te je spremljala že od mladosti, tudi poslovno si začel, takrat prva služba. Ja, jaz sem že kot otrok, se spomnim, jaz sem rad te ure pa take stvari razmontiral, pa je seveda tudi sestavil nazaj. Ne samo, da bi jih razmontiral. No, potem sem pa kot vajenec začel delati na birostroju, v precizni mehaniki, takrat na pisalnih strojih. Prvo leto potem na fotokopirnih strojih, kjer sem potem nadaljeval to znanje in potem leta 80 sem šel v službo takratni eksprestajnici v Mariboru. Tam sem bil skoraj 9 let, kjer sem se poleg tega, da sem seveda imel že nekaj znanja iz področja fotokopirnih strojev pa tiskarskih strojev, sem tam še se poglobil to znanje, pa potem tudi rokovanja z papirjem in s temi zadevami in tako sem potem tudi sam malo kasneje začel, ko sem začel sam svoj obrt delati z papirjem in s temi raznimi izdelki in tako naprej. In potem 1988, popoldanska obrt, zakaj si se odločil za samostojno obrt? Jaz sem vedno govoril vsem mojim šefom, prej ko sem bil v službi, da enkrat bom v življenju prišel tako daleč, da bom sam sebi šef, da bom imel pametnega šefa, ampak ti povem, po 22 letih ugotavljam, da ni to. Če po pravici povem, je to bil kriv en moj prijatelj, ki je šel prej v obrt kot jaz. Jaz sem sicer imel takrat dobro službo, dobro plačano. So bile včasih že male težave takrat, ker se je tudi gospodarska kriza že pojavljala. Ampak in potem sem videl, če je njemu, sem bil prepričan, če njemu gre, pa smo mu drugi hodili pomagati od precej. Sem rekel, ni hudiš, meni ne bi šlo. Ne? In sem čist tak malo iz izziva, kot bi se reklo temu, pa iz inata. Sem rekel, nič bom tudi sam poskusil. Pa tudi recimo že takrat sem določene stroje jaz popravljal, ki jih drugi niso. In enostavno si moral izdati račun firmi. Tudi to je bilo delno pogojeno. In tako sem pač In potem se je na prvi šolski dan leta 1989 začelo. Ja. Si to popravil sam na svojo poslovno pot. Pol pa sem pustil službo in sem začel z polno obrt, kot bi se temu reklo. Kako se spomniš teh začetkov? Čist na začetku, se pravi, znanje je bilo, problem je bil pa razna orodja, ki jih rabiš. Tisto sem si pa sposodil še od takratnega šefa mojega bivšega. Ker sem tudi njim še vedno, kljub temu, da sem pustil službo pri njih, sem obljubil, da bom še pri njih vedno popravljal stroje, pa pomagal, če bo kaj potrebno. In smo dobro sodelovali tudi naprej. In potem si bil najprej v najemu, potem si kupil en prostor, potem si kupil ta prostor, v katerem sedaj sediva. Ja. Zdaj potem si se upokojil, da si se malo umiril, si kupil večji poslovni prostor. Ja, žena sicer bila proti temu, je rekla, pa kaj noriš, dovolj si star, si v pokoju. Če ravno nisem 100% v pokoju, ampak kot se temu reče, 75% še delam, 25% pa sem v pokoju. Ampak nekako me to delo veseli, pa tudi glede na to, da je delo kot takšno, čas hitro mine, boljše, kot da bi doma gledal v zrak. No, pri tebi je zanimivo, ker ti si res človek, ki ne poznaš problemov. Ker pri tebi je vsaka stvar izziv.
Pa naj bo to dvigalo v klasiko ali naj bo to starodobnik, bilo kaj, vsega se lotiš, v trenutku poskušaš naštudirati zadevo in zadevo urediti. Ja, marsikaj mi uspe, mogoče pač v teh letih, ker sem vseeno več kot 40 let delam na področju finmehanike oziroma teh zadev, oziroma danes finmehanike kot takšne praktično skoraj več ni. Teda tisti nekaj teh nas starih, ki še nas je, pač imamo neko znanje glede mehanike, tudi elektrike, elektronike in zadeva, če se kje pojavi problem, treba najprej preštudirati, kaj se da narediti, tudi kakšen rezervni del treba, če treba narediti. Imam doma stružnico, tudi v tej zadevi, če treba, ni problema. In v glavnem rešujem probleme. No. No, zanimivo pri tebi se mi zdi tudi to, da večinoma ljudje, ko grejo v penzijo, pač ostanejo na nekem nivoju. Tu sem do zdaj delal, tu je konec, zdaj še bom delal, kako dolgo bom. Ne? Ti pa dejansko vedno obiskuješ sejme, menjuješ tudi stroje, dejansko spet si nabavil eno novi stroj za tiskanje, črno-beli celo. Ja. Hodiš po sejmih in Beograd in potem tudi zahodna del Evrope in vedno spremljaš te novosti in iščeš variante. Ja, bil sem ogromno po sejmih po Nemčiji, se pravim od Düsseldorfa do Hanovra, potem Münchna. To so v glavnem specializirani sejmi, ravno iz, bom rekel, iz mojega področja, se pravi tiskarstvo, pisarniške zadeve. V novejšem času, ker se pojavljajo vedno neki novi stroji z novimi opcijami, recimo še pred 2-3 leta nazaj si nihče ni predstavljal, da bo možno z ploterjem sprintati na folijo in potem to odtisniti na tekstil, majico ali karkoli. Danes je to povsem nekaj normalnega. Ne? Še pravim, še tam 2-3 leta nazaj tega sploh ni bilo. Ne? In recimo tehnike se razvijajo, potem nove potrebe se pojavljajo in mene pač te zadeve zanimajo, ker sejem ni samo, da greš tja gledati stroje, ampak tudi vidiš kakšno idejo in jo potem skušaš uresničiti. Ne? Je pa to doskrat pogojeno z velikimi finančnimi sredstvi. Teda, recimo, jaz sem tam v 80 letih recimo prvič videl printer, s katerim se je printalo na kruh oziroma na tele bele podlage in se je potem to dalo na torto. Ne? Sem hotel kupiti tam na sejmu ne moreš kupiti. Mislim, da je čez komaj 2 ali 3 leta po tistem se je to komaj pojavilo v Sloveniji. Ne? Pač takšne določene stvari vidiš, ki se bojo pojavile. Ne? Ki se potem pojavijo. Če se pravilno spomnim, drupa ni vsako leto, ampak mislim, da letos je, karto že imaš. Karto že imam obljubljeno, če pridem, seveda, ker jaz sem bil dolgo leta uradni zastopnik oziroma uradni serviser za Canon firmo in so mi rekli, da če bom šel, absolutno me karta čaka. Tako da zbiram korajžo, ker je to vseeno cirka 1000 km v eno smer. Ja, je pa to spet sejem, ko za en dan je brez veze. To, za takšen sejem rabiš 3-4 dni, da ga spregledaš pa Pa vidiš. potem spanje si je treba poiskati, ker v bližini sejma ne moreš spati, ker so hoteli predragi. To je, ne moreš Ne dobiti, dobiš. niti ne dobiš, razen pri domačinih. Ne? Ker recimo tam imajo sploh ta velika sejemska mesta, imajo to prakso, da ljudje, ki imajo doma prosto sobo ali pa tudi recimo otroško sobo izpraznijo in ponudijo gostu, ki se prijavi. Ne? In ti prideš na sejem, rečeš, jaz bi rabil sobo, ti dajo naslov, pokličejo, če še je fraj in potem plačaš isto minimalno rezervacijo in potem greš tja in na licu mesta potem plačaš. Kar je pa dosti cenej kot je hotel, recimo v teh časih pa hotela sploh ne moreš dobiti, ker so po nekaj let naprej rezervirani zaradi sejma že. Tako da
Pa če zdaj rečem, dejansko začel si s popravilom strojev. Spomnim še se te, ko sem delal tu v Lenartu, v TVT-ju, ko smo imeli taki mali fotokopirni stroj, vem, da si ga ti servisiral, popravljal. Tako nekako si začel, ampak če pogledava nazaj, ne, se mi zdi veliko krat, da mladi prevečkrat mislijo, ne, končaš šolo, ne vem, delaš leto dni, pa obvladaš vse, ne, ampak tu je, če zdaj pogledamo tvoje delo dejansko iz tistega mehanskega, lahko rečemo, fotokopirnega malega stroja ali pa še prej pisalnega stroja, ki je potem že imel spomin, da ti je pretipkal eno stran in tako naprej, si zdaj prišel dejansko narediti na digitalno tehnologijo, digitalne mašine. Kako je to, kako sprejemaš te novitete in kako pač greš naprej? Če se jaz vrnem nazaj, tam v 80. leta recimo, pa če bi primerjal tehniko danes, ki je, če bi takrat se mi niti sanjati se ti ne more, da se je lahko tehnika tako razvila v raznih smereh, ne? In je pa res, da jaz recimo spremljam to tehniko, kar se tiče kopircev, tiska in teh zadev, tako da sem na tekočem s tem, ne? Drugače, da če bi pa, ne vem, takrat zaspal, bil v komi 20 let, 30 let, pa se zbudiš, šok, ni drugega. Verjetno je že zdaj šok, ne? Tako se rekel, fina mehanika, tudi ne dela težav, verjetno pa te softverske nastavitve pa znajo biti kar. Ja, ravno rešujem en problem, ker recimo te novejši stroji imajo dejansko, lahko iz stroja pošiljaš mail direktno, ne rabiš shranjevati na računalnik pa potem pošiljati. In recimo do včeraj je stroj delal, od včeraj naprej ne dela. In zdaj rešujem, kje je ta problem, ne? In potem kako si tu pomagaš? Imaš tudi potem, greš na uradne strani ali tudi uradno pokličeš, ne vem, največ dela s Canonom, še vedno, ko si bil dolga leta zastopnik? Ja, še vedno, ja. Oziroma bom rekel tako, jaz zelo redko sem klical na Canon, to se mogoče zgodilo 2-3 krat v življenju, zato ker če si že nekaj vprašal, so rekli, ja, tam knjigo poglej, ne. Ker določeni stvari, ki se pa zgodijo na terenu, pa jih v knjigi ni, ne? In potem se pokličemo med sabo, pravim, čuj, poznaš ta problem, poznaš oni problem, med sabo se pokličemo, včasih kdo ve, če ne pa rešujemo, oziroma študiramo, probamo, preizkušamo. Tako da za takšne stvari, ne, je potrebno kar precej časa za razmislek, potem vložiti. Dejansko najprej, če želiš neko stvar popraviti, moraš detaljno razumeti, da lahko potem začneš iskati, ne. Ker tudi pri tem hitrem razvoju je velikokrat tudi softverska napaka. Ja, softverske napake so pa problem, ker tudi, recimo, sem imel primer, da mi je kazalo neko napako, ker vsak stroj ima neko določeno spisek napak, ki se zapisujejo v stroju. Pogledaš, ne? Potem po knjigi pogledaš, dobro, jaz zdaj že približno na pamet vem, kje je kaj, če se kakšna taka napaka pojavi, oziroma koda za napako. No in ti kaže eno kodo, pol pa po dolgih urah ugotavljanja ugotoviš, da vseeno ta koda ni prava, da je pa napaka čist nekje na drugi strani, ne? To je pri digitalni tehniki problem, ker dokler je bilo še to analogno, si primeral, tu pa tam, tu ne gre skozi, dobro, ni problem. Pri digitalnem je pa to velik problem, ker procesorjev se lahko zmeša in je. Ja, in zdaj mineva dobro leto, odkar si se preselil v nove prostore, poslovni center Ovtar, Ja. verjetno ljudem bolj poznani Stari Klasek. In dejansko še zdaj hodijo sem k nam spraševati, kje je fotokopirnica, kje je papirnica, ne, ampak dejansko biro center Maksimilijan Potočnik SP je bistveno več. Lahko na kratko našteješ, s čem se vse ukvarjate, pa kaj vi vse počnete. Papirnica, fotokopiranje, to je, ampak zraven še počnete pri vas marsikaj drugega. Ja, recimo z laserskim graviranjem se ukvarjam že cirka 15 let. Marsikdo še to danes ne ve, da to delamo. Potem ploterje za izrez plastičnih nalepk oziroma izdelavo nalepk plastičnih.
razne table, potem digitalni tisk v pravem pomenu besede, ker imamo konkretni strojni park, kar se tega tiče, ker z nekimi malimi stroji ne moreš nekih zadev delati, ker enostavno ni kvalitete, niti recimo ne moreš na karton printati določenih stvari, sploh ne. Potem dotiski majic, kap. To tudi, to že sigurno 20 let, če ne več, že delamo te stvari, ne, ampak nismo pa nekako se posebej promovirali s tem področju. Če je prišel kdo vprašati, delate to, delamo, če ne, smo svetovali, kam se lahko kdo obrne, ampak lahko rečem, da 99% to, kar stranke rabijo, lahko dobijo pri nas. Kompleten servis, tudi za Abrahama vabila, ko rabiš. Ja, tudi. Včasih predlagamo kakšne zadeve tudi sami ali pa si stranke pogledajo vzorce. Recimo jaz osebno rad oblikujem, ker tudi pač določene stvari oblikujem. Mogoče rad obrnem malo na šalo kakšne zadeve, ne? Da ni preveč resna zadeva, ne? Ampak vse v okviru meja. Tako, zdaj mislim, zagotovo sva še nekaj izpustila, kaj vse počnete. Graviranje sva rekla, tisk na tekstil. Ja, potem tiskate tudi... Velike načrti, recimo, imam 2 velika ploterja, da se da s tem marsikaj. In do katerega formata dejansko ploter gre tak čez meter, ne, ampak drugače pa tudi nova zadnja tiskarska mašina je kar večji format. Ja, sicer je SRA format samo, to je 320x450, ampak je pa namenjena samo za črno-belo, ampak je pa produkcijski stroj kot takšen, ne. To se pravi, ni problem $500,000 narediti v enem mesecu. To pomeni hitreje in ceneje na nek način. Tako. Upam, da sva naštela v glavnem vse, kaj počnete v vašem podjetju. Koliko vas je zaposlenih? Imam 3 zaposlene in zdaj pa vseeno, glede na to, da smo vseeno mala firma, je kar obveznost z moje strani absolutno, da so osebni dohodki pravočasno plačani, da so prispevki pravočasno plačani. In včasih je malo problem, ampak do zdaj še nisem zamudil rokov, to lahko potrkam. Problem pa je, ker so dostikrat stranke neresne, ne? Rok plačil se sploh ne držijo ali pa zgubijo račune pa takšne. Pa ne pride, mail se zgubi, pa ja, poznamo to. Ampak zdaj smo naštela tiste dejavnosti na nek način, katere uradno počneš, ne? Zdaj, če greva malo pa na tiste druge stvari, ne, ker v Lenartu, če mene kdo vpraša, veš, bi imel to potiskano ali gravirano, pa ne vem, kako to narediti, jaz vedno rečem, idi k Mičutu, ne, Miču bo našel rešitev. In odkot, to je iz otroštva, kot praviš, ta žilica do tega iskanja nekih rešitev, da pač poskušaš najti rešitev in na vsak način zadovoljiti stranko, verjetno krat so to tudi veliko volonterskega dela vloženega, ker ti stranka tega ne more plačati. Ja, dejansko, ker veste, danes je problem, ker ljudje mislijo, pa to se mi ni samo enkrat zgodilo. Ja, samo 3-krat klikneš, pa je to naredito, ne? Pa sem tudi rekel, že stranke sem rekel, glej, tam je računalnik, lahko narediš, bomo videli, kolikrat boš kliknil, če boš uspel narediti, ne? Ampak dobro, to je zdaj bolj v računalniški smeri. Drugače pa doma ali pa tudi kjerkoli pri sosedih, če se kaj zgodi, se dostikrat na mene obrnejo in res nikoli ne rečem, ja, to pa toliko stane, razen če za mene nek material stane, pač povem, glej, toliko te bo to stalo, naredim, ne? Skušam popraviti, drugače pa absolutno volontersko. No, ampak ni vse delo samo v podjetju. Tudi projekt lanskega leta ob obnovi ceste Lenart Sveta Ana je bil velik zalogaj voda, kajti mislim, da so vam tam kabel so ti pretrgali, ker črpaš vodo tudi za vaše naselje. Ja, skrbim tudi za vaški vodovod
katerega trenutno skrbuje še 11 hiš. In prej nas bilo še celo več. In seveda, ko se je cesta delala, recimo ta vodovod se je delal pred 50 leti in dejansko nismo več vedeli, kje točno cev gre, kje gre kabel. In logično je bilo, da se je to potrgalo, ne? Ampak pol sem jaz, recimo, ko so mi kabel pretrgali, sem zvečer šel kable narediti skupaj, da se je po noči črpala voda iz zbirališča oziroma iz bazena v višji bazen. Vjutro sem šel tja, vzel kable narazen, da so lahko delavci normalno delali cesto dalje, ne? In to se je recimo cel teden tako dogajalo, ne? Dokler niso oni šli mimo z deli. Projekt je tudi gradbeništvo, dejansko, bi rekel, si lahko kar konkurenca manjšim gradbenikom, saj si dejansko pomagal graditi sedaj 2 hiši, imaš 2 sestri, obe sta gradile hiše in vem, da si tam tudi bil kar precej zaposlen, kajti starejša sestra živi v Avstriji. Konkretno gradil nisem, ne, ker so drugi, ampak sem pa praktično skoraj vsak dan, logistični center vsak dan bil na gradbišču, ja, seveda, ker vedno pravijo, zaupanje je dobro, ne, kontrola je še boljša, ne. Tako da, no, kar se pa tiče potem finalizirana, finalni del, recimo so pa bile izključno od pip do vrat, se pravi, te fine montaže, to pa je bilo moje delo, ja. Ja, pa tudi logistike, potem tudi zunanje ureditve, vem, da ste predstavljali nekatere stvari in tako. Tako da vedno iščeš neke rešitve, ampak ne tisto na pamet, ampak zdi se mi, da ti vsako stvar ne na hitro, ampak da se usedeš, premisliš in se potem lotiš zadeve. Ne, ker če si prehiter, je takoj napaka, ne. Tako da tu, kar se tega tiče, meni včasih kdo reče, ko tako dolgo študiraš, ne. Boljše 2krat preštudirati, ko pa enkrat napako narediti, ne. Ker lahko so napake tudi nepopravljive, ne. To je problem. V glavnem, jaz mislim, koliko te poznam, da verjetno marsikatera ženska potem toži, da mož tega ne vidi, pa onega ne vidi, pa tega ne popravi. Jaz mislim, da Majda nima s tem težav, ker ti porihtaš vse. Tudi če kaki pur penki po kakem zidu. Tudi to se zgodi, ampak ja, ona ima pa druge probleme, ne. Kje si spet, ne, spet te ni doma. Kar je žal tudi bilo del mojega življenja, ker je družina mogoče malo trpela na ta račun, ker vseeno obrtnik biti ni enostavno, ne. Jaz sem tudi kar nekaj let sem recimo hodil oziroma se vozil v Nemčijo delati čez vikende. Tako da je bilo kar naporno, ja, in potem sem dostikrat manj kot doma in zato, se pravim, žena mi večkrat, še danes me včasih spomni, kje si spet, ne. In tudi zvečer, ko prepozno prideš domov, ko se pač vidimo pozno, tu gori luč in velikokrat, tako zadnjič sem bil pri tebi zvečer, vse je bilo že zaprto in ti se je razmišljal od alternator od Forda 29-28 Marjanovem, alternator si popravljal na Marjanovem Fordu. Ne, v bistvu je bil štarter. Štarter? Ampak, ja, Štarter. Ker zadeva ni dobro funkcionirala, ampak je... Ja, to še tako, ker ima Dinamo, nimaš alternatora. Ja, ampak je dela. Dela, ti je uspelo? Ja, je uspelo. Je uspelo rešiti te stvari, ne, in dejansko, ne vem, če bi htela vse našteti, kaj vse počneš, s čem si se vse ukvarjal, ampak tudi doma, vseeno, če ravno Majda pravi, da te ni veliko doma, ampak vseeno tudi, vse verjetno, ko si pa doma, si pa tudi veliko v najnižji etaži v garaži, ker tudi tam imaš zanimive stvari, ne. Med drugim tudi puha motor. Oče je imel motor letnik 52. Letnik 52, kupil ga je sicer leta 58. Prejšnji lastnik je bila policija v Gradcu in on ga je takrat uvozil. To pa je bilo kar zahtevno v tistih časih, verjetno. Ja, ampak mu je uspelo, no in potem se je on kar nekaj let s tem vozil, leta 65, mislim pa, da je kupil prvi avto, takrat Katrco. No in od takrat naprej je v bistvu ta motor stal v delavnici. No in jaz seveda, ko sem bil tam 14-15 letni puvec, je pač bilo zanimivo, me je začelo to, zakaj ne bi to pognali, ne? In seveda sem ga spravil v pogon
enkrat tudi padel, tako malo bolj. Ampak s tem se reče, da sem naredil izpit, ne. No in potem je, ko je pa oče umrl, je pa ta motor podedovala moja sestra, oziroma želja njena je bila, da bi pač, ker je ona imela več spominov na ta motor kot jaz, in ga je potem ona vzela zraven v Avstrijo, ker je pač živi v Avstriji. No in sedaj pred nekaj leti pa je rekla, veš kaj, pelji ga domov, kamor spada. No in sem ga zrenoviral na novo, do zadnjega vijaka ga razdrl, se je zadeva popeskala, se nova barva, glavne dele, ki so bili uničeni ali pokvarjeni, so se zamenjali in zdaj izgleda kot nov. No, v glavnem vem, da je marsikdo dejansko puhi imajo črne blatnike in potem belo črto, ne. Belo in rdečo. Belo in rdečo in marsikje vidiš, da ima nekdo obnovljen motor, pa vidiš, da ima belo črto kar narisano. No, pri tebi vem, da je to bil poseben postopek, izdelava šablone in vse, tako da je. Ja, pač imam to možnost, da si z ploterjem lahko izrežem šablono na plastično nalepko in s tem potem nalepo na blatnik oziroma na druge dele, kjer pač te črte morajo biti gor. In potem potegneš črto dol, tisto, ki se bo barvalo, pobarvo in potem potegnil masko dol in črte so bile tu. Zadeva je ratala. Seveda ob tem pa imaš tudi še moped, ne vem koliko prestav ima. Ja, to je bila, včasih so rekli specialka. Kupil sem ga leta 76, torej sem še vedno prvi specialka imela lastnik. nožni menjalnik, ne? Nožni menjalnik, ja, 5 brzin. Si dal peto noter, ja. Ne, ne. Pet je bilo original, ne? Original, ta je imela Na original. APN-ke smo delali peto APN-ke so zraven. pa dograjevali, ja. To pa je bila še original, ja. No in tega imam trenutno v refuzi, kot bi se rekla. Ker nekje v doglednem času, mogoče leto, dve, ga bom sestavil nazaj. Kako pa ne samo motorji, ampak tudi vsi na kolo za zdravo telo, kako pa s kolesi? S kolesi jaz nekaj dosti. Ja, ampak treniraš, imaš eno posebno. Naj povem, da je Milan ponosen lastnik kolesa, kako se to reče, malo kolo in veliko kolo, ta starodobnik. Starodobnik, ja. Baje so mu v Ljubljani pravili kostolomec. Aha, se bi rekel, ki sediš. Glede na to, na višino, kjer sediš, ja, pa če padeš, je hitro kakšna kost slomljena. Jaz sem se že vozil z njim, moram priznati, da sem tudi, ampak takoj na začetku, ker je problem je sploh začeti se peljati. Sem dvakrat padel, ampak sem še celi, tako da ni problem. Drugače pa, glede na to, ker sem jaz bolj majhne postave, dejansko se ne morem sam pognati. Da rabim nekoga, da me drži vsaj 2-3 metre, da dobiš en zgon. Da dobiš zgon, pol pa ni problem, se lahko pelješ normalno. Ja. Kaj pa potem ustavljanje? Ja, to pa je tudi problem, ja. Najboljše, če je kakšen steber, kaj, da se primeš. No, jaz sem se učil z navadnim kolesom kot otrok, ne. Smo imeli od hiše brajde, ne, in jaz sem se potem peljal, ker sem nisem znal zaustaviti in sem se ustavil v brajdah. Da je bicikl obstal, jaz lahko dol stopil. Tako, ja, še, to je to od starodobnikov, še imaš kaj skritega, tudi kakšne druge, vem, da imaš tudi za video, te starejše videorekordere, snemalnike. Ja, nekaj tega še je, tudi še stara kamera obstaja, s katero smo včasih snemali doma filme, ko smo mi še bili otroci, se pravi, začel je moj oče, potem sem jaz tudi nekaj še snemal na film, dobesedno. Se še to da danes razvite? Ja, se še da. V Nemčiji obstaja enih par laboratorijev, kjer še to še vedno delajo, je pa precej drago. En film računajo čez, mislim, da je nekje 100-120 evrov. 3-minutni film. 3-minutni film. Ja, to je prav, oni še s temi kolute, ja. Kamera na kolute. Ja, in potem, kaj projektor tudi imaš, potem, ko je film razvit? Ja, pol projektor, tako da recimo imam še tudi kar nekaj starih posnetkov iz Svete Ane, recimo, ko so še bile tiste prvomajske parade, tam leta
73, 74, pa mislim, da celo 75. Pa recimo prvo polaganje asfalta na Sveti Ani, imamo posnetek, potem otvoritev nove šole leta 74. Takrat je sicer moj oče snemal, ker sem jaz držal škarje za prerez traku. Takrat. Takšne, pa tudi nekaj domačih posnetkov, ljudje, ki že zdavnaj ni več, recimo, potem žegnanja razna, to še na posnetkih starih, na filmih. Sem pa pred leti presnel nekaj teh zadev, oziroma skoraj vse. Imam presneto tudi v elektronsko obliko, tako da imam namen tudi to v prihodnosti dati na portal, da bojo lahko tudi drugi ljudje to videli, katere bojo seveda zanimalo to. Spomnil sem se ene zanimive stvari, omenjaš, nekako si celo življenje povezan s to elektriko, s tehniko, omenil si osnovno šolo. Kako je na osnovni šoli Sveta Ana zmanjkalo elektrike? Elektrika mene od nekdaj zanimala. Jaz sem pač, recimo še danes obstaja v naši preši, kot se temu rečemo mi, obstaja električna omarica, ki se je jaz zvezal. To je bilo leta, mislim, da 72, 73, tam nekje. In elektrika me pač zanimala. Jaz sem pač razne poskuse delal s tem, da me je tudi parkrat pošteno streslo, moram priznati. No in recimo na šoli, mislim, da je bilo to v 7. razredu, smo imeli izmenične pouke. Enkrat smo imeli dopoldan, enkrat popoldan. In ko je bilo popoldan, recimo, so pa bile dostikrat redukcije, ker ni bilo elektrike. In potem seveda smo študirali, kako bi mi šli domov, luč pa gori. Vse pa to ni problem, vzamem žico, naredim kratek spoj in je bila tema. Seveda pride učiteljica, elektrike ni, gremo domov. Seveda 2 dni smo šli tako domov, pa je bilo sumljivo, ker samo v našem razredu ni bilo elektrike, drugod pa povsod. No, ampak bi odpravil napako naslednji dan, če ne bi bilo zanimivo ravno naš razred vezan na elektriko oziroma na omarico, ki je bila spodaj. Mi smo pa bili v prvem nadstropju. In kompletno ostalo nadstropje je bilo vezano na zgornjo omarico, samo naš razred pa je bil vezan na spodnjo omarico. In jaz zgoraj nisem mogel najti napake, normalno, če je bila spodaj. In potem, ko so zvedeli to v šoli, kaj si dobil ukor, ali si napisali strokovnjak za elektriko? Ne, ukora sicer nisem dobil, sem bil pošteno okregan, ampak po eni strani so me pa priznali inovativnost, se temu reklo danes. Tako da, prej sva že omenjaš staro kamero, stare trakove, snemanje. Kako pa fotoaparati? Ker tudi fotografija ti je zelo blizu. Ja, s fotografijo se pa je dejansko moj oče že ukvarjal. On je, recimo, ko še gospoda Brumena ni bilo, takratnega potem fotografa Lenaškega. Ja, je moj oče kar precej hodil slikati za osebne izkaznice, potem poroke, pogrebe, pač te zadeve. Tam, kjer so ga povabili, da rabijo, je hodil. In se je doma potem komplet razvijalo. Od razvijanja filma, seveda črno-belo, takrat še vse. Doma se je razvijalo in prav je bila ena posebna soba, ki smo jo rekli slikarnica, in tam se je vsako nedeljo so se razvijale slike. V soboto so se razvili filmi, da so se čez noč posušili. V nedeljo popoldan po kosilu so se pa razvijale slike. In to lahko rečem skoraj vsako nedeljo. To pomeni, to ni bil glavni poklic od očeta, tudi oče je imel zanimive hobije, pa vedno je bil vpet, očitno imaš to po očetu, da si stalno vpet. Ja, oče je sicer bil po poklicu trgovec, ampak me pa je žilico, predvsem z lesom se zadnja leta precej ukvarjal, drugače pa s fotografijo, in potem sem jaz nekako, recimo slikanje, fotoaparat, nastavitve, pa te zadeve mi je to oče razložil. Kdaj, kaj treba, takrat se je itak slikalo še vse na filme. Pa ročne nastavitve. Absolutno, takrat se avtomatike še nismo poznali. No in potem sem pač to nekako dobil veselje do fotografije in jaz pač počasi to
sem si kupil potem tudi svoj fotoaparat, seveda prvi je tako malo bolj profesionalen bil, Canonov, ampak še vedno na film. Zdaj v novejši dobi, ko so pa digitalci prevladujejo, pa sem si tudi kupil kar profi zadevo, ki je danes sicer že malo stara, ampak še vedno zelo dobra. Še vedno deluje, imaš tudi teleobjektiv. Ja, tudi. Pa slikaš samo take dogodke ali slikaš tudi naravo? Bolj dogodke, naravo sem pa slikal bolj na potovanjih. To še je tudi ena tema, do katere moramo priti. Če se ravno omenil, dejansko zanimate ne toliko hrvaška obala, ravno greš enkrat letno na jadranje kot skiper zadnja leta, ampak na splošno si pa potoval in mislim, da si me enkrat sam dejal, da te zanima to raziskovanje teh novih kultur, drugačnih kultur. Ja, veste, mene zanima predvsem, ampak ne tisto, da greš v mesto, da tam vidiš mesta velika. Jaz sem potoval, kot bi rekel, sicer v skupini, nikoli nisem bil sam, ampak da greš med ljudmi na vas in da skušaš z njimi spostaviti stik z domačini, potem poskusiti njihovo hrano, to, kar oni uživajo. In na tak način, ker je to bolj pristna zadeva, ne vem, tisto, da bi šel nekam neki moderni hotel, pa zato nisem. No, bil si tudi z ženo, sta bila na zanimivem potovanju, ki smo lahko gledali po televiziji, samo nismo vedeli, da si ti tam streljane na avtobus. Ja, to pa je bilo v Egiptu, mislim, da leta 98. Takrat smo za las šli smrti, ja, dejansko. Sicer je en vojak potem streljil en rafal po našem avtobusu, tako da je bil naš vodič je bil ranjen v nogo, potem nekaj naših takrat je imelo te šplitere, kot se reče, dele po rokah in po nogah, ampak na srečo ni bilo nič hujšega. No in to je bilo na reki Nil, oziroma šli smo v tale Hatshepsut tempelj. No in ko smo se vračali, takrat se je zgodil ta napad. No in v bistvu najhujši napad se je pa zgodil par minut za nami, ko smo mi že k sreči odšli od tam. No in ko smo prišli nazaj na ladjo, sem jaz šel poklicati v Slovenijo, sem v lokal in sem pač razložil, da je bilo streljanje in da vkolikor se ne bo nič slišalo ali karkoli, naj povedo, da smo vsi okej, pa naj ne razglašajo, če pa se bo karkoli govorilo o tem, pa pač naj povejo, da smo vsi okej. No in smo tudi klicali na večer, jaz osebno, in so bili prepričani, da se nekdo heca, in nas sploh niso resno vzeli, v prvem momentu. Ja, redko se zgodi, da te nekdo pokliče. Pa reče, ja, tam so pa streljali na nas. Kje si še vse druge bil? Vem, da si bil v Maroku, Indiji. Kitajska, Indija, Nepal, potem Indonezija, tri-četrt Indonezija, bi se reklo, Avstralija. Indonezija, mislim, da je bila ravno pred korono, da so vam že, ko ste pristali, so vam že merili temperaturo v Italiji? Ne, tiste pa bil Maroko. Maroko. Ja, Indonezija je bila tam še ste malo tudi prej. za las dejansko odšli tistim, kako smo rekli, karantenom in tako Ja, dalje. ko smo bili oziroma ne, praktično bili smo na Šrilanki, tako moram reči. Takrat, ko smo se vračali, smo v Dubaju čakali, nismo vedeli, ali bomo lahko pristali sploh v Italiji ali ne. Ampak so potem sprostili, tako da smo lahko šli domov. No, ko smo pa bili v Maroku, je pa seveda še so veljale vse te razne omejitve in se moral imeti
vrsta papirov zraven. Ne. In potem se ti tam nekdo na šalterju spomni, da hoče imeti še dodatne podatke o testu, ki si ga tako ali tako mogel imeti zraven. Ne. Ti testi so bili nekaj posebnega. Ja. Jaz se spomnim, da sem potovala v Nemčijo in večer gledam Pop TV, ne, in razlagajo, kakšne kontrole so na meji, ne, in potem prideva čez mejo normalno, že naprej od Passauva in potem na avtocesti stoji en policist in je tako počasi mahal 30 omejitev, to je bilo vse. Nobenih testov niso preverjali, pa nič, ampak ja, to je bila takrat taka vse splošna panika, ampak če se vrneva nazaj k tvojim potovanjem, Nemčijo zelo dobro poznaš, ker pravi si, sam si hodil si delati gor, dosti si se prevozil po Nemčiji, tudi po dele si veliko. V kateri državi do zdaj, ko si bil, ker si prepotoval ogromno držav, tudi države z različno kulturo? Kaj je tisto, katera država te je najbolj fascinirala? Vsaka država oziroma vsak kraj ima nekaj posebnega, ampak recimo en takšen res kulturni šok je pa Indija. In Indija tudi pravijo, ali jo vzljubiš ali pa jo zasovražiš. Meni je ljuba. Ne? In sem rekel, če še bo malo možnosti, bom še šel v Indijo. Zanimivo, da pa nikoli ne pripraviš kakega predavanja, ko se vrneš, ker imaš veliko fotografij, ker veliko fotografiraš. Nekaj malega sem sicer o teh potovanjih tudi razlagal. Recimo v Avstraliji se spomnim, da smo imeli, ali pa v Indiji, je bilo v knjižnici celo v Lenartu. Drugače pa, ne vem, jaz nisem, žena pravi, da sem jaz tihi človek, nisem neki zgovoren, ne, tako da. Če me pa kdo popraša, pa tudi rad povem, ja. No, ker tu so vseeno zanimive izkušnje, kar precej izkušenj je, dejansko si nabral pri teh raznih potovanjih. Potovala sta tudi s hčerko, ker žena potem nekaj časa, od takrat, ko si doživela streljanje, od takrat je rekla, ne grem nikamor več. In potem je na Kitajsko je šel sin zraven, ker sem že imel celo rezervirane karte. In potem žena je rekla, ne grem. No, potem v Ameriko je šla zraven, ker smo šli kompletna familija. Rekla, da če pademo dol, potem bomo padli vsi. No, ampak je bilo zanimivo, ko smo pristali, smo zvedeli, da je eno letalo padlo v Atlantik. In zjutraj gledam televizijo, pa sin pravi, čuj, kaj je neko letalo padlo dol? Pravim, boš tiho, ne govori nič, ne. In ko smo pristali na Dunaju, potem, ko smo se vračali, takrat smo ji dejansko priznala, da je vmes padlo eno letalo v Atlantik, ker sicer verjetno ne bi šla na letalo več. Aha. No, ampak zdaj si jo spet prepričal, tudi zdaj mislim, da sta bila v Maroku, pa to sta bila... Maroku pa Šrilanki smo bila skupaj. Sta bila skupaj, tako. Zdaj tudi ona, tudi upokojena in zdaj tudi potuje. Ja, ampak pravi, da kakšne daljše ture, pa ker je vseeno, ni enostavno daljše ture, predvsem na letalo, ker se ne moreš gibati in potem imaš malo probleme. Ja, drugače pa, zdaj, če se vrnemo iz potovanj nazaj na Sveto Ano, mislim, da splošno lahko rečemo v Lenart, ne, saj za tebe verjetno marsikdo ne ve, si Svete Ane ali si iz Lenarta, ker te poznajo v Lenartu in poznajo te širom po Slovenskih goricah, ampak tudi v lanskem letu, da tudi v domačem kraju fotografiraš, si tudi v lanskem letu prejel priznanje občine. Ja, jaz se pravim, imam kar nekaj stare posnetkov, pa če je kakšna prireditev, če je le čas, se udeležim, naredim nekaj fotografij in potem recimo, če rabijo karkoli, kar se fotografij tiče, in dam prosto seveda z veseljem in ponudim, lahko uporabljajo moje slike. Zdaj, če primerjamo fotografijo nekoč in danes, zdaj dejansko je s temi digitalnimi napravami, je fotografija danes cenejša, kot so bili ti filmi pa vse razvijanje? Ja, pa tudi, bom rekel, 1000-krat bolj enostavno, ker takrat, ko smo slikali na filme, ne, recimo je bil 100-dinski ali pa 200-dinski film kot takšen, ki je bil malo bolj občutljiv, ampak vseeno moral si 5-krat preštudirati, preko boš naredil en posnetek. Ne. Danes pa, če je potrebno, spustiš rafal, pa potem izbereš sliko, katera ti odgovarja. Se pravi, kar se tega tiče, neprimerno, dosti več možnosti ponuja današnja tehnika. Ob vseh teh tvojih hobijih, ko sva se že pogovarjala od fotografiranja, seveda ne smemo pozabiti tudi mlajših let, da že lahko tako rečem.
Seveda, veselje do glasbe, glasbena skupina, kitarist Mičo. Ja, je bilo tam v mladih letih, tam v 80-ih letih, smo se fantje dobili. Recimo, v bistvu sem se naučil kitaro igrati, oziroma naučil prve osnove v vojski. In potem, ko sem prišel domov, so pa iskali tam v bližini enega kitarista, pa smo se našli. In potem sem kar nekaj let, kakšne veselice, pa te zadeve je šlo skozi, ja. To je bila skupina? To je bila skupina X, takrat v tistih časih. No in potem, ko sem pa začel z obrtjo, pa sem potem dal to malo na stran. Potem sem nekaj časa še celo sodeloval v narodno-zabavnem ansamblu, 1 leto, ampak potem sem videl, da enostavno ni časa za te zadeve in sem dal zadeve tak v tej smeri na stran. Drugače še pa seveda rad včasih vzamem kitaro v roke, pa tako doma zabrinkam. No in smo pred kakšnih 7-8 let nazaj, pa smo napravili svoj ročički band, kot smo rekli. A to vas Ročica? Ja, vas Ročica in je jaz na kitari, moja hčera je šla na bas kitaro, ker sicer ona igra klavir tudi. Ja, Zet je bobnar. Zet ima sicer svojo skupino rokovsko in igra bobne. No, pa nekdanji klaviaturist, ko smo včasih skupaj igrali, pa je na klaviatura in smo potem par let, mislim, 3-4 leta smo pa tako sodelovali, oziroma občasno imeli vaje, pa smo za Anino, recimo, ko je žegnanje pri nas, smo dali opremo pri meni na teraso in smo igrali tako za domače. In je bilo kar luštno, ja. Ja, ker Svaki je tudi brat od Majde, je tudi glasbenik, ne? Ja, on je klaviaturist, se pravi, od začetka smo skupaj igrali, potem pa je on v duetu igral, še ko sem jaz potem nehal. Enostavno ni bilo časa. Tako zdaj lahko pričakujemo pri vnukih, bo Max ali Meta, kdo bo se odprl na glasbeno pot. Če praviš, da mama tudi igra. Ja, če bo veselje, bomo pomagali, ni problem. Si tudi aktiven v kraju, seveda zdaj prideva na društveno dejavnost. Na Sveti Ani si poznan po tem, da si član samo enega društva, ampak priskočiš na pomoč pa pri vseh društvih, če je treba. Član si pa v društvu upokojencev. Mislim, da ste v soboto bili na izletu. Pri društvu upokojencev, tako v soboto so bili na izletu in imeli smo se fino, bilo je luštno. Tako da za ženo smo se odločila, da premalo poznava Slovenijo in recimo izleti takšni, ki jih organizira društvo upokojencev, so pa v glavnem po Sloveniji, spoznavanje Slovenije, pa druženje. In sva se absolutno odločila, da vsak takšen potep po Sloveniji bova šla zraven z veseljem. Drugače pa sem še član strelske sekcije v društvo upokojencev. To je bilo moje naslednje vprašanje. Tam sem tudi aktivn, ja, ker pač je nekdo izbrskal, da sem jaz kot mladinec dobro streljal z zračno puško. Bil sem 4-kratni občinski prvak takrat, v tistih letih mladih. No in potem se nekdo spomnil, pa pravi, zakaj ne bi še prišel k nam. In potem, tako da zdaj tekmujemo tudi. Zdaj si se tudi opremo, imaš celo specialno puško, s katero niti ne moreš iti na tekmovanje, koliko vem, ni dovoljena še v Sloveniji. Ja, v Sloveniji je, ampak obstaja posebej liga, to je za standardna puška, kot se temu reče, ker mi streljamo samo za serijskimi, to se pravi s temi navadni. Standardne, to pa, če si lahko predstavljate, recimo, če gledate kakšno tekmovanje glede na olimpijskih igrah ali karkoli, ali svetovna prvenstva, tam pa streljajo z standardnimi. Se pravi, na stisnen zrak in so pač neki posebni pogoji in s tisto pa jo sicer imam, ampak ne smem streljati na teh navadnih tekmovanjih. Za tista, ker to je posebej liga, za takšno ligo sem pa jaz prvič prestari in preslab, ker tam pa izpod 190 nimaš kaj iskati. Ni kaj za iskati. Tako da Milan je tudi strelec, vsi tisti, ko imate odprt kakšen račun, ne se heca z njim.
Ampak kako ti sploh uspeva, da si vse ta čas podjetje, ogromno aktivnosti, potem skrbiš za vaški vodovod, potem udeležuješ se teh tekmovanj v streljanju, spremljaš nove tehnologije, prideš, zdaj sem bil v Nemčiji, zdaj sem bil v Beogradu. Vseeno si pa doma, še doma si vpet, dejansko tudi delavnica doma. Potem, zdaj sem se spomnil še en hobi, tarok. Ja, tarok, tisto pa je ob petkih zvečer, ampak samo v zimskem času, takrat, ko se ure premaknejo, takrat se dobimo s prijatelji in igramo vsak petek. Kaj pomeni zdaj ta nova direktiva Evropske unije, če več ura ne bo premaknjena, kaj pomeni za vaš tarok? Se bomo že znašli. Seveda pa tudi glede, naj povem našim gledalcem, če ga pogledate, je kar že prilično siv, brado ima sivo. To pomeni, je tudi dedek. Vem, da imaš dva vnuka in vnukico, to sta Max In Meta. in Meta, tako. Ja. Vem, da sta, Meta je malo manjša, vem pa, da z Maxom ste odlično razumeta. Vem, da sta imela tudi kmetijo. Kdaj si vzameš čas, pa kaj ti to pomeni? Te to napolni? Za Maxa bom priznal, mogoče je bilo malo manj časa, ker sem takrat še, ker je on star za 7 let, hodi v prvi razred in se nismo toliko igrala, recimo, ampak seveda sem si našel čas nekaj za njega tudi. Zdaj, bom rekel, kakšno slabo leto pa se začel ukvarjati z šahom, tu pa kar vržemo kakšno partijo. A to pa imate potem, ker sin je tudi bil zelo dober šahom. Ja, sin je bil celo državni prvak, pol pa je ugotovil, da več nima časa za šah. Zdaj kakšne 2 leti pa je spet, sicer je član v Radgoni, šahovskega kluba, tako da se zdaj spet nazaj nabira rating, kot bi se temu reklo. Če pogledaš nazaj prehojeno pot, bi kaj spremenil? Težko vprašanje. Nekaj dosti. Mogoče bi bil več doma, ja. Ampak Majda poslušaj, resno mislim. ampak dejansko je pač bila situacija takšna, da jaz sem vedno imel to prepričanje, da delati moraš, ker brez dela ni jela, stari pregovor. In potem, če pa delo je, ga pa treba narediti, ne? Ker problem je, recimo stranke so bile in če parkrat rečeš, veste kaj, ne bom, ne morem, karkoli, potem več drugič ne pridejo do tebe. Ne? Tem je problem. Ne? Pa jaz mislim, da imaš ti tudi še eno drugo težavo, težko rečeš ne. Ja, če se le da, skušam narediti, pač ustreči stranki oziroma željam. Zanimivo so zdaj ti novodobni pristopi, 6, 4x6, 6 ur spanja, 6 ur služba, 6 ur za družino, 6 ur za sebe. To verjetno tebe nikoli ni ratovalo. To pa je daleč od tega, Ja, tako te da. številke. No, ravno zadnjič mi je dejal en kolega, rekel, veš, naš ata je stalno rekel, če češ v življenju kaj imeti, boš mogel dnevno delati več kot 8 ur, in to verjetno še vedno drži. Ja, ko sem jaz začel, recimo, obrt kot takšno, lahko rečem, najmanj enkrat tedensko je bila nočna. Včasih celo 2-krat. Ampak to ne, da bi potem šel zjutraj spat, kar dalje. Je bilo naporno, ampak ni šlo drugače. Zanimivo je, da ljudje tega ne vidijo. Ko pa kupiš novi avto, pa rečejo, glej, samo ima denar, privatnik je, spet se lahko vozi, saj ima denar. Meni je bil avto zadnja skrb. Jaz sem vedno dejansko vse, kar sem pridobil kot firma, sem v glavnem tudi vlagal nazaj. Se pravi za nove stroje, nove tehnologije, znanja, potem če danes gledamo tudi programi, če hočeš imeti kvalitetne programe, so kar dragi, ampak s kvalitetnimi programi tudi lahko kvalitetno delaš. Se danes recimo opažam pri strankah,
ogromno ljudje, recimo danes, sami ustvarjajo na računalniki, pa imajo dobre ideje, dobro naredijo. Ampak so pa stvari potem, ko ne morejo dejansko zaključiti zadeve, zato ker pač programi ne omogočajo. Ker so zastonj programi ali kakšnokoli, ali so kakšne celo črne verzije in potem določene stvari ne omogočajo. Kako pa se srečuješ s temi vsevedi v podjetju, ker mislim, če pogledamo te Facebook strokovnjake, verjetno tudi oblikuje danes lahko vsak, ne? Če ravno ne ve, kaj so paseri, kaj je živi res. To je pa verjetno kar zahtevno, ker ti ljudje, ko potem ne razumejo, velikokrat postanejo tudi nesramni. Ja, doskrat se nam to zgodi. Dnevno, bom rekel, 2-3 najmanj pridejo takšni, ki ne vejo, kaj je to živi res. Ne? Potem skušaš razložiti. Eni razumejo, eni ne. Eni pravijo, sem imel celo primer, če jih zajebavam. Ne? Ko sem ga tretjič poslal nazaj, recimo. Ne? Ja. Da ne bom imenoval koga, ne? Ker mogoče kdo pozna, oziroma sigurno pozna. Ampak potem sem pa rekel, zdaj pa se sedimo zraven, pa ti razložim, kako mora biti narejeno. Ne, se potem več ni bil problem, ne? Ampak dejansko oseba ni razumela, dejansko. Ne? Ker pač, če ravno z diplomo v žepu, ne? In to iz oblikovanja, to je še tisti hujši problem bil. Ne? Ja, ampak se tudi samo oblikovanje, ne? Velikokrat tudi ne ločimo, kaj je oblikovanje in kaj je priprava za tisk. Ne? To je bistvena razlika. Ja, to sta dva različna pojma. Ja. Pravim, tu ljudje mislijo to, kar vidijo na ekranu, to je zdaj gotovo, ne? Daleč od tega. Ne? Če za konec rečeva, kaj je na vidiku, kakšno potovanje, kakšen nov stroj, za letos bo drupa, zagotovo boš dobil kakšno idejo za kakšno novo mašino. Bomo videli glede financ, ker je recimo kup možnosti je, oziroma kar bi še rabili pri nas. Ne? Od recimo stroja za zlaganje, ker se nam, če so kakšna vabila, kaj takšnega, to še lahko ročno narediš, ko pa se neka večja serija pojavi, pa se ogromno časa porabi potem za dodelavo. Torej, kakšen stroj za dodelavo bi bil dobrodošel. Potem mogoče novi ploter, širši, ker zdaj sicer je 137 širine printa, ampak bi mogoče šli na 160 centimetrov, ker včasih so potrebe. Kup možnosti še. Tako da idej, ne glede na spis odločbo, idej še imaš vedno polno. Idej še je kar. Je na vidiku kakšno potovanje? Želje so. Bomo videli, kaj bo financ minister rekel. Ja, kakšna Indija bi še prav prišla, oziroma mene bolj vleče Azija. Torej se pravim, v glavnem sem bil po Aziji, razen neke malega Amerike, pa neke malega Afrike, ampak drugače pa. Vem, da te je par mesecev nazaj zelo mikala Japonska. Ja, tisto, ampak takrat, glede na to, da smo se selili, dejansko smo še zadeve urejali prostore, vsem pa in dejansko ni bilo časa. Kako pa se odločiš za potovanje? Si organiziraš potovanje sam ali potem greš z kakšno agencijo? Ne, običajno smo, recimo, jaz sem kar nekaj sem prepotoval z Šapo, iz Ljubljane, to je takšno društvo popotnikov, in potem imajo koga recimo v Aziji, ki recimo po Indoneziji, ki pozna Indonezijo, pa je on neke vrste vodič, pelje skupino, se ne rabiš nekaj posebej organizirati, ker je približno program naprej pripravljen. Potem z vagantom iz Maribora sem že tudi nekaj prepotoval, sem tudi član njihov, se izmenjujemo izkušnje. Tako da idej ti še vsekakor ne bo zmanjkalo. Kaj pa doma kaj na vidiku? Ima Majda kakšne zahteve, kaj moraš še porihtati? Nič posebnega, glede na to, da imamo glede se pravi prebivališča urejene te zadeve, tudi malo smo naprej planirali nekatere stvari, ki so urejene, tako da nekih posebnih zahtev ni, samo zdravljenje nam služi. Tako, in da
pač tudi delo, da ne bo neka posebna kriza in da boš imel še teh izzivov dovolj. Je tudi kakšen starodobnik, zdaj Marjan si je kupil starodobnika, razmišljaš tudi o avtu starodobniku, da bi ga porihtal še? Ne smem, ker bi bila žena sigurno proti. No, bom rekel, saj, če bi bil prostor, pa denar bi že, ampak ne, mislim to. Rad pa pomagam pri teh zadevah, če treba kakšne rezervne delke narediti, se kar obrnejo na mene. Tako, toliko za danes z našim gostom, Maksimilijanom Potočnikom, bolj poznanim Mičo iz Biro centra. Mičo, hvala, da si vzel čas, da si se oglasil v našem studiu. Mi je bilo v čast in v veselje. Vi, dragi gledalci, pa seveda naprej gledajte naše podcaste, seveda ne pozabite na YouTube všečkati in se naročiti na kanal Neukvirjeno in seveda, če pa imate problem, pa se kar oglasite v Biro centru. Mičo bo poskrbel za vse. Upamo, da bo. Hvala. Hvala.